Pozdravljeni, z vami sem Minka Gantar in danes bomo govorili o kartah Osho Zen Tarot. Par kart sem potegnila in vam zdaj razložim to, kar bo šlo informacije skozi mene. Prva zadeva, prva beseda je navzočnost. Navzočnost biti v trenutku. Dobro, to povsod piše, ampak eno zadevo si pa poznamo, kako je, ko nam začne premlevati, kaj bo, če ne bi bilo, kaj je bilo, kaj. In poznam ljudi, ki govorijo o stvarih, kot da so se stvari zgodile včeraj, ampak zgodile so se 50, lahko tudi 70 let nazaj in še kar premlevajo, kaj je nekdo rekel, kaj je storil, kaj ni naredil, kaj bi mogel narediti, kako je bil preračunljiv. In te ljudje so še vedno v svojem umu, niso spustili ničesar iz preteklosti. Druga zadeva pa je strah pred prihodnostjo, ker razmišljaš, kako bo, kako ne bo, kako če bo, pač preračunavaš, žongliraš in tako naprej. In dejstvo je, da prav navzočnost, ena stvar, kar vas učim, je to, se vprašati v vsakem trenutku, ko vidiš, da ti blodi po svoje, da rečeš, kaj ta trenutek občutim. In če to, kar občutiš, si priznaš in rečeš, ta trenutek občutim, ne vem, jezo, zamero. Jaz ta trenutek, kaj občutim? Hvaležnost. Ta trenutek občutim radost. Kaj občutim ta trenutek? Srečo. Glejte, tako. To so pač, kaj občutim, ampak to je naravnanost. To ni nekaj, zaradi tega, ker imam jaz toliko boljše življenje od vašega, imam pa jaz srečo, pa meni je lahko. Glejte, če začnem naštevati, kaj mi ne gre, mogoče boste rekli, joj, se mi smil ta ženska. Vam povem en primer. Takrat, to je zdaj 4 leta nazaj, takle čas, ko se je zaključil moj zakon. In pač tega nisem obešala na veliki zvon, pač ravno tako, mnogi me že sledite leta in leta, pač pisala sem, ampak, veste, dokler svoje bolečine ne predelaš, toliko časa o tem ne moreš govoriti. Pač toliko časa si sam svojo bolečino in jo pestuješ in celiš svojo dušo. In potem sem zmerom manj pogosto pač pisala, ker pač držim se pa v svojem življenju tega, da sem iskrena. In potem, ko sem se odselila, sem napisala iskren mail in sem napisala, zaključil se je moj zakon, ni šlo in sem sledila sebi. In je napisala ena gospa komentar nazaj. Je napisala, vedno ste nas opogumljali, ampak na koncu vidim, da ste vi tista, ki bi rabila pomoč. Vsak lahko uči tisto, kar sam predeluje. To je ena zadeva. In s tem, ko se sam učiš, napreduješ, rasteš, nekomu pomagaš. No in naslednja stvar je pa potem narediti naslednji korak. Ko prideš do zaključka, kaj občutim, je pa potem naslednja stvar, a jaz lahko živim s tem, ali bom naredila neko spremembo, da bom lažje živela. Ker lahko, da sovražim svojo službo, ampak zdaj bom hodila v svojo službo, zato ker mi nudi varnost. Ali pa, a bom nekaj naredila v tej smeri in naredila korak v neznano. No, zdaj pa tista šola v življenju. Imaš seme, veš, kaj želiš, veš, kako bi lahko bilo, ampak vidiš pred sabo samo še kamnito pot. Nič ni asfaltiranega, nič ni določenega, ti samo veš, da je seme. Zdaj pa poglejte. Seme, zdaj, ko sem sadila na vrtu, seme v pakeljcu je varno, a je to tako? Pač nič se mu ne more zgoditi, ampak je v pakeljcu. Ko ga jaz dam v zemljo, to seme umre, razpoči in iz tega vzklije najprej poganek, ki je nežen. In ta nežen poganek ga lahko pač ptiči pojejo, lahko ga pojejo strune, možno je. Lahko pa zraste in obrodi sadove in je iz tega nastane še in še novih semen. Zato je pomembno dovolj si sanjati, slediti, zaupati
biti igriv, dovolj, da tisto, kar vas navdušuje, naredite nekaj iz tega, ker boste videli, ko sledimo svoji sreči, stvarstvo nas zmerom pri tem podpre. No in zdaj vam pa naprej povem zgodbo o orlu. A veste, kako orlica izbere očeta svojega naraščaja? Zbere palčko, poleti v višave in potencialni te snupci, očetje, letajo pod njo in ona vrže palčko. In tisti, ki ulovi to palčko in jo prinese znova in znova in znova, in to je paritveni ples, ga izbere za očeta svojih otrok. In zakaj je tako pomembno, da ona izbere? Zaradi tega, ker to potem, ko mladiči odrastejo, ko je čas, da poletijo, samica poleti in najde pač hrano in ti mladički so tam, oče pa ta čas, ta orel, iz tega z gnezda ven zmečejo vse perje, da postane gnezdo tako neudobno. In orlica potem s tem plenom se postavi tako mečkan stran na drugo pečino in mladiči so lačni, ampak da pridejo do hrane, ni da jih oče odnese tja, ampak morajo poleteti. In vsakič, ko mladiček poleti in če pade, ga oče ulovi. Toliko časa pa ga ne ponese k mami, ampak ga prinese nazaj v gnezdo, da poleti. Pri orlih vsi mladiči zletijo. No in druga zadeva, orel vidi več. Ko ti poletiš iz tega gnezda, ko si dovoljš razširiti krila, ko letiš, takrat vidiš več, imaš boljši razgled, se ti odprejo nova obzorja in mogoče si niti ne predstavljaš, kaj je pred teboj. No in naslednja zadeva je pa, ko se ti, to je pa tisto, ko poletiš, se ti začneš širiti zavest in ta tvoja zavest postaja vedno bolj široka, dovzetna, velika. Takrat, ko dovoljš, da se umiriš vsem noter in si samo si. Jaz vam tega ne morem povedati od tega, da sem bila leta nazaj raztreščena, da sem razmišljala, kako bom plačala položnice, kako bo, če ne bo, če bo. Non-stop sem premlevala v svoji glavi. Jaz imam zdaj dejansko težave s preživetjem, ampak dogajajo se mi čudeži. A ni to nekaj neverjetnega? In zdaj, če tako gledaš, lahko bi se sekirala in rekla, joj, korona je, pa moj posel, pa nimam predavanj. Ne, delam nekaj, kar čutim, da je dober. In ko snemam te videe, meni je dober, ker mogoče bom nekoga navdihala, da bo naredil korak naprej, ker glejte, vse bo. Tudi tega virusa bo enkrat konc, tudi španske gripe je bilo enkrat konc. In takrat postanemo celoviti. To je zdaj ta zadnja celovitost. Ko umiriš to notranjo razburkano vodo, se umiriš. Ko razpreš krila, poletiš. In takrat, ko poletiš, se ti odprejo nova obzorja. Nobena gosenica ne more videti tega, kar vidi metulj. Nobena. Si ne more predstavljati, kaj lahko nastane, kaj lahko vidi sploh metulj. In vsak izmed nas je v svojem življenju na nekem potovanju, da mora kakšno stvar spustiti, kakšni stvari reči ne, postaviti svojo vrednost, prečistiti svoja podzavestna prepričanja in ja, takrat, ko to delaš, boli. Boli, druga beseda mi ne pride skozi možgane, boli kot prasica, boli, da bi bilo lažje umreti. In če dovolj, da staro umre, takrat zaživiš novo življenje. Takrat res zaživiš novo življenje. Res je pa težko. Noben prehod ni enostaven, noben preporod ni enostaven. In glejte, če bi bili vsi toliko svetniški, ne bi bili na tej zemlji. Zato, ker ta zemlja je čas preporoda, je čas tega, da se nekaj naučiš, da greš naprej, da narediš korak naprej.
Če bi bili vsi toliko svetniški, ne bi bili tukaj. Zato začnite delati v tej smeri in boste videli, vesolje nas vedno nagradi, vedno. In čeprav mogoče nimate pojma, kako boste preživeli, se čudeži dogajajo. Res se dogajajo, sploh pa če verjamete v njih.